smo nazaj. To sem se bal, da ne zgubim to misel, ki sva premela. Se pravi, zakaj se ti zdi ta izjava, kaj se je že rekla, pogumna? Ali kaj? Se pravi, En filozof je rekel, da mi opisujemo svet, čakaj, zdaj se moram pa zelo skoncentrirati, da bom pravilno povzela. Mi ne opisujemo sveta, ki ga vidimo, mi opisujemo svet, ki ga razumemo. In ko si ti sam pri sebi rečeš, to je dovolj dobro, izhajaš iz svojih znanj in svojih vedenj in svojih predpostavk, da to je dovolj dobro, če si zdaj zelo iskren, po tvojem dometu. Tvoj oziroma domet slehernika pa jaz verjamem, da je omejen. Ja? Ne ve, nimamo več renesančnih, vsevednih mislecev, ki bi vedeli vse na tem svetu. In zato mislim, da je dobro ob postavljanju meril jih preveriti v širšem kontekstu. Tako jaz vidim stvari. Ne vem, kako ne umestim zdaj to tvojo izjavo, glede na to, kar sem jaz prej rekel, pa na kar sem... Jaz malo provociram. Ja, na kar se je nanašala. Ker zdaj, recimo, no, se je fino, da provociraš, se to mi je vedno všeč. No in zdaj, okej, greva nazaj na moj case, ko za nekoga projektiram hišo. Jaz mislim, da je naša odgovornost, na to sem se jaz navezoval, mi po naravi stvari bi morali mi več vedeti kot naročniki glede teh stvari. V smislu, da vzamemo vse, kar oni vejo, kar želijo, kakor želijo živeti, kakor želijo imeti lifestyle, vse, ob tem vedeti še več o malo širšem prostoru tam okrog, in to nadgraditi za nekim našim know-how in da to pripelje potlej do tega, kaj je pa dovolj dobro. Ne predstavljam si pa še enega koraka, to, kar si zdaj ti omenila, kako to preveriti mojo idejno zasnovo v širšem. Moja ideja je samo v tem, da je dvom pač ena zelo pomembna kategorija, s katero sam sebe preizprašuješ, ali pa ti sam sebe preizprašuješ z vidika strokovnosti, z vidika načina pristopa k reševanju tega problema, v načinu razumevanja svojega naročnika in v kontekstu širšega prostora. Ker za vsako vprašanje, po mojem na tem področju, kakšna naj bo nova, prenovljena, obnovljena hiša, stavba, obstaja zagotovo več kot ena rešitev. Sigurno. No, samo v tem kontekstu sem mislila, da ti si rekel, da pač bi mogla biti odgovornost arhitektov tako visoka, da kljub temu, da naročnik reče, da je okej, da on sam sebe še preverja. Tako. In jaz sem samo na to odgovorila, da seveda, ja. Ker je pač enoznačnih odgovorov ni, oziroma so premalo na ne odgovorijo na vse plasti, ki so vnešene v eno dobro arhitekturo. Ja. To nedvomno drži. Bi pa ta izraz dvom jaz preoblikoval v konstruktiven dvom, zato ker to je pa tako kot pred časom sem cel moj tim peljal k neki del na eno delavnico, kaj nas žene. Ne vem, če poznaš to, ampak v glavnem govori o tem, da vsak ima neke svoje značilnosti in lastnosti, moči neki. Ampak je to zelo zanimivo, da tisto, kar nas žene,
in kar nam omogoča tudi, da naredimo neke presežke, nek uspeh, da nas nekam pripelje, je točno ista stvar, ki nas lahko tudi ugonobi, zaradi kjer lahko izgoriš, zaradi kjer lahko sam sebe ubiješ. No, in isto je z dvomom. Dvom, sigurno, do nekje, ampak potlej pa treba nekaj narediti. V eni točki se pa treba odločiti in nekaj narediti. Ali pa se odločiti, da ne bomo nič naredili. Tudi take odločitve sem že imel, ker sem rekel, da tukaj pa jaz ne bom delal, ali pa ne bom na tak način delal, ali pa smo se dobili prvič, pa smo se dobili drugič, pa sem ugotovil, da so mi vmes en drevo podarili, pa sem rekel, mi imamo toliko različne vrednote, da bomo težko skupaj prišli, če se je vam zdelo smiselno, da zdaj ta drevo že podrete, jaz bi ga pa naredil vse hišo okrog njega, samo da bi ostal, ne? In tako naprej. Čakaj, zdaj. Zakaj sem se zdaj to tako filozofsko zakompliciral? Konstruktiven dvom. Ja, tako, konstruktiven dvom, da te ne ohromi. No, tako. Da se preizprašuješ, uporabiš vse svoje znanje, vse, ampak potlej pa... Na določeni točki moraš nehati. Tako, kot če delaš na tečaj, se moraš odločiti, da do sem lahko v tem času rešiš ta problem. Tako, Zato so po mojem dobre arhitekture najboljši kompromis med vsemi temi dejavniki, ki so bili na razpolago, ker idealnega prostora oziroma brez prostorja ni, in zato moraš na nek način to pravilno dati v matriko noter. Zdaj si me spomnila, milijoni stočnic, ko dobimo, kjer smeri bi ne lahko še vnesel, ampak vse. Pravo mi je, ne vem, kjer je bil, to bil Glen, ali je bil mogoče tale Španci, Naki, Karničero, ki je tudi enkrat na Bienalu tudi en španski paviljon delal. V glavnem, ne spomnim se več točno, kjer od teh. Ampak poanta je bila v tem, da ko je ratal malo bolj slaven, ga je menda poklical nek Kitajec, da bi mu nekaj naredil. Pa rekel, seveda, nek kitajski milijonar, milijarder, karkoli že so. V redu, kje pa? In je rekel, tukaj, kaj da bi rekel pri nas skoraj Gorenjska. Aha, tukaj, kako, kje tukaj? Ja, pač kjerkoli. Ne vem. Kaj pa? Karkoli. In po nekaj časa premišljam, pa je rekel, da ne more. Ne more, ker to... Se pravi, brez prostorja ni ideal, ali pa brez zahtev, ali pa brez vsega. Mi rabimo neki omejitev, v bistvu, hočem pripeljati do tega, da ravno iz teh nekih omejitev lahko rata več, kot če bi ti imel nekaj, za kar bi si mogoče na začetku mislil, to je pa moj idealen projekt, kjer lahko naredim pa kar vse. In podobno mi je, to pa je rekel Glen, tam, ko je naročnik hotel, tako, ker je tudi kaj slaven ratu, pol te hoče taki, ki zbirajo, zgleda arhitekturo, tudi tako, ki slike pa to, da ne mu nekaj naredi, pa je rekel, kaj spet, kakršnokoli hišo. Rekel, jaz sam, da bo presežek. Rekel, presežek moram jaz. Presežek pride iz vas, jaz ga samo potegnem ven, na teh osnovah pa lahko nekaj naredim, sigurno boljš, kot si on lahko predstavlja naročnik, ampak še vedno iz njega to pride. Se pravi, to kvaliteto dejansko ven potegneš. In še tretja stvar, ki bi ob tem prišla na misel, je bila, da ravno v teh kompromisih smo tudi z Marketom govorili in rekel, ne imeti kompromisov tako, da bo vsak pol zadovoljen. Ampak je treba najti take kompromise,
ki so več kot 1+1 potlej tista. Ne. Naročnik je imel nekaj, ti si imel nekaj, kompromis mora biti več kot ta 1+1, ne pol. In takrat, ko je to rekel, jaz v resnici nisem tega čisto dobro razumel. Ne. Sem še zmeraj tako na star način dojemal kompromise. Pol se mi je pa tekom prakse zelo velikrat izkazalo, se veš, ko projektiraš za nekoga, vložiš res veliko časa noter. In daš od sebe, pol, ko si bil kritičen do sebe in z vsemi dvomi, daš od sebe nekaj na koncu, ker misliš, da to je pa res to. In takrat je najbolj uničujoče, da po enih 2 tednih premisleka, ne, ali pa po 2 mesecih, pol, ker razni mnenjedajalci vlečejo cel proces, ne, naročnik ugotovi, da se bi pa nekaj spremenil, ker je bilo to itak že idealno rešeno. Ampak res, zelo velikrat se mi je pol že izkazalo, da če se odprem, pa probam to slišati, jasno, ne to, ker mi on reče, daj mi tlele še takole hodnik narediti, pa tukaj še sobca. Ne to, ne recept kako, ampak zakaj, da so prišle rešitve ven, ki so bile boljše, ki sem rekel, Madonna, če pa on ne bi to rekel, pa takrat mi je bilo res grozen, jaz mislil, jaz ga kar odpikal, kdo se to še s tem zafrkaval, ne. Da bi bilo škoda, bi bilo slabše, kot je zdaj, ne. Zato je tako pomembno, ne, kakšna vprašanja investitor postavlja, oziroma kakšne meje postavi investitor. Ne. Ja. Ker v bistvu s tem kar artikulira nadaljnji proces. Ja. In seveda je potem pomembno, na komu postavi to vprašanje in kako se zdaj ta odzove. Zato mislim, da dobra arhitektura je, tako kot si rekel, da je kompromis, ne v slabem smislu tega pomena, ampak kot kompromis, kot najboljša izmed možnih rešitev na tej lokaciji, ki ni nujno, ne pride samo iz ene substance. Ne, seveda ne. Ali pa iz enega subjekta. Ne. Spojine so ponavadi bolj zanimive, tudi v kanini. Ja. Kot primarni elementi. Ja. Mislim, probam skontemplirati, ali je ta beseda kompromis v bistvu, navajeni smo ga v drugem pomenu razumeti, ne, ampak bi bila kakšna druga boljša kompromis. Mogoče nekaj, kar res maksimalno dobro odgovori na vse dejavnike pa omejitve. Sozvočje. Tako, veliko lepš, bravo, vidiš. Hvala, prosim. Bravo. Ja, res. Ja, sozvočje, ja. Tako, ja. Prej si prostovoljce omenjala, da so iz vseh življenjskih obdobij in profesij, se pravi, niso samo arhitekti, študenti arhitekture, ampak dejansko vse. Zelo živopisana druščina zagnanih posameznikov, takih, ki imajo željo po raziskovanju. To se mi zdi fino, da živi ljudje ohranjajo radovednost čim dlje in ki so pripravljeni sodelovati pri tem, pri grajenju skupnosti. Jaz mislim, da je kar fino biti prostovoljc pri odprtih hišah Slovenije. Verjamem, ja. Mi seveda gradimo s tem skupnost, povezujemo, vsak od njih dobi lahko nova prijateljstva, poznanstva in tako naprej. Seveda pa jim za to njihovo delo, ki ga posvetijo sodelovanju pri festivalu, ponudimo v zameno znanje. Mi z njimi hodimo vedno na strokovne ekskurzije, vsako leto v drugo mesto in imamo tako strokovno ekskurzijo, recimo smo šli v Trst, smo šli v Graz, smo šli v Zagreb, kjer naredimo majhne odprte hiše in nam lokalni arhitekti, lokalni vodniki pokažejo vse znamenitosti mesta.
pri Trstu je bilo to zelo zanimivo, ker smo Trst spoznali z popolnoma drugih zgodb in vidikov, gledališče v Trstu, Skarpa v Trstu, cerkev na hribu pred Trstom in vsako mesto, in z njimi imamo ponavadi tudi tečaj javnega nastopanja oziroma delavnice, kako zvoditi ogled, ker v bistvu je vsak izmed njih na festivalu predstavnik festivala. Ja, ambasador festivala, točno to. Ker ta festival, kljub temu, da je res ogromen, če si predstavljamo, da je to 3500 obiskovalcev, vsaj 350 arhitektov, naročnikov, da so tukaj še izvajalci, je to ena zelo velika prireditev, ki se pa v bistvu ne vidi, zato ker je organizirana na posameznih lokacijah po celi državi. In je vsaka izkušnja dokaj intimna. Zato, da lahko obiskovalci največ odnesejo od tega, ker če si ti na trgu, kjer je 5000 ljudi, vidiš malo trga, vidiš več ljudi. Če si res. Ja. In če si ti v objektu, kjer je samo 30 ali 40 ljudi in kjer ti recimo arhitekt pripoveduje, kako je vse skupaj nastalo, kaj je pomembno v tem prostoru, kaj je pomembno v drugem prostoru, da svoje pričakovanja pove še lastnik, investitor, tisti, ki je postavljal pravilna vprašanja na začetku, je to eno zelo pomembno vedenje, ki zares odpira horizonte in zares širi razmislek o tem, kako živimo in kaj smo. In prostovoljci zato seveda morajo biti usposobljeni. Mi imamo tudi prostovoljce fotografe, imamo prostovoljce, ki delajo ankete, imamo prostovoljce, ki vodijo te oglede. Imamo pa eno bistveno razliko, v kateri se festival Odprte hiše Slovenije razlikuje od vseh festivalov po Evropi. Tudi ostalih, znotraj tega Znotraj tega OHS-ja. Pri nas imajo primarno vlogo pri vodenju arhitekti. Festival OHS je v bistvu en oder za arhitekte, ker lahko arhitekt sam direktno, javno, 1:1 oziroma 1:30 pove o hiši, o projektu na način, ki si ga sam izbere, ki si ga sam določi in pokaže stvari, ki se njemu zdijo najpomembnejše. Veliko festivalov je organiziranih na način, da to je posredovano znanje, da vodijo usposobljeni prostovoljci po objektih. A res? In da sploh niso organizirani na tak način, da imajo vodene oglede. V velikih državah festival Odprte hiše pomeni, da se stavba odpre od 10. do 16. ure in greš ti lahko kadarkoli noter pogledati. A samo to? Samo pogledati brez vodenja? Tudi vodenja so, ampak so pa tudi, recimo, neskončne vrste. Mi smo tukaj omejeni, mi smo se odločili, da bomo poizkušali vso kompleksnost arhitekture razložiti skozi arhitektovo glavo in arhitektove misli, zato da s tem tudi odpiramo prostor za dialog, kako se o arhitekturi lahko pogovarjamo, kako arhitekturo lahko opisujemo, da razumemo, da si širimo tudi ne samo vedenje, ampak tudi neke vrste vokabular, besedni zaklad, jezik, da razumemo, to, kar sem že večkrat omenila, kaj vidimo, ko gledamo eno stvar. Jaz sem pa dejansko do zdaj živel v prepričanju, da ste vi ta model OHS-ja iz Open House
prevzeli v obliki, kot je. Nisem vedel, da ste v bistvu to obliko spremenili v tem smislu, ki se mi zdi res smiseln, no, pravzaprav. Vodenja so določene. Open House Worldwide seveda je določen ima določena mednarodna pravila, kako in na kakšen način lahko mesta sodelujejo. Mi smo izjema že po tem, da nismo mesto. Mi nismo Odprte hiše Ljubljana, mi smo Odprte hiše Slovenija in smo v tem edinstveni. In v okviru evropskega projekta Open House Europe in v okviru svetovnega projekta Open House Worldwide. Ni države. Mi smo edina država, drugače so vsa mesta, kar seveda nam kot organizatorjem predstavlja kar velik logističen zalogaj, ki se v velikih mestih, če je to samo mesto, drugim organizatorjem ne pojavlja. Po drugi strani se nam je zdelo pa edino smiselno, da je Slovenija vključena v ta projekt kot celotna država, zato, ker zaradi svojega merila. Ja, sej. Merilo in zaradi tega, ker se dobra arhitektura ne gradi samo v mestih, ampak zaradi našega specifičnega odnosa do arhitekture, imamo vrsto zelo izjemnih kakovostnih projektih po drugih krajih. In A pošlje ta Open House Worldwide tudi kakšnega predstavnika na te naše festivale? Dvakrat je prišla ustanoviteljica festivala, Viktorija Thornton. Na prvi festival je prišla, potem je prišla še na en obisk v Ljubljano. In ona je v bistvu ekonomistka, ki ima za moža zgodovinarja arhitekture. In ona se je spomnila te magične formule, kako komunicirati arhitekturo na način osebne izkušnje. Seveda je model drugačen, ker ideja izvira iz prejšnjega tisočletja in stoletja, oziroma iz 1992. In izhaja iz tega, da je velika večina dobrih arhitekturnih projektov v Londonu, zasebnih, in s tem tudi to niso javni prostori, kamor bi lahko javnost vstopala. In na ta način je ona odprla vrata zasebnih javnih prostorov in povabila ljudi, da so razumeli, zakaj so te stavbe pomembne. No, mislim, da je ta tema javnega prostora in dostopnosti javnega prostora vedno bolj aktualna, tudi pri nas. In ja, s to jo nadaljujemo in jo odpiramo. Seveda ima pa vsak festival možnost nekih svojih specifik. Da lahko, mi smo se odločili, da so za arhitekturo najbolj primerni strokovnjaki arhitekti. Fair enough. Saj ni bilo zelo težko. Ja, sej. No, ampak poleg tega, se pravi, to tudi nisem vedel, da so vsi ostali po svetu samo vedel sem, da se reče Open House, New York, pa to itak, ampak dobro, New York ima 20 ali 25 milijonov ljudi, ali koliko je nekako logično. Nisem pa vedel, da je cel svet dejansko omejen na mesta, razen Slovenije. Ampak to pa ni pol edina razlika, ker kolikor vem ti, pred časom, ko sem se z outsiderjevcema pogovarjal, sem tle med samim pogovorom prišel do enega spoznanja, da ona dva, ste naredila outsider, pa imata delavnice z zemljo, pa imata zdaj L-normal, pa sta imela zdaj ekskurzijo, pa imata pogovori ob trafiki. In v bistvu tako, iz te svoje izhodiščne točke v bistvu ustvarjate eno tako ozvezdje aktivnosti, ki pa so vse komplementarne in vsaka ena drugo tako spodbujajo. No in podobno se mi zdi, da
pri tebi to funkcionira. Enako. Ja, Enako ker ti isto, evo, knjigica, brošurica, ta dogodek, manjši OHS, samo en dan, samo en objekt, eno vodenje, ena ekskurzija. Ja, svet arhitekture je tako bogat, ne, Ja. da je v bistvu so odprte hiše postale več kot samo arhitekturni festival. Ja. V bistvu, ker smo zbrali vse objekte, sproti zbirali vse objekte v sliki in besedi, dokumentirano z vsemi izvajalci, je na spletu nastala resnično velika zbirka sodobne slovenske arhitekture. Neke vrste tak arhiv od leta 2010 naprej, kaj je bilo relevantno, da je bilo postavljeno na ogled. Ja. Se pravi, preden zgodovina ugotovi, da je bilo to pomembno, mi pri OHS-ju ustvarjamo nek aktualen arhiv, aktualnih točk preboja, interesantnih projektov za to zbirko. Zdaj jih je več kot 1000 v tej zbirki. Se pravi, potem podeljujemo nagrado OHS, o kateri sva govorila, da je edina, ki vključuje javnost pri izboru. Strokovna žirija pri vsakem festivalu izbere objekte, ki jih oceni, da imajo ključne, dobre, zanimive informacije in so vključeni v program. Ljudje pa glasujejo, kateri objekt po njihovem izboru jih je najbolj prepričal, jim je bil najbolj všeč in potem oddajo svoj glas. In tako dobimo OHS Award. Potem imamo podcast Odprto. Podcast Odprto, ti si bil naš gost. Povabili smo te k sodelovanju, kdaj smo mi to začeli, 2019? Ja, to pa zdaj že nekaj časa. Ja, delamo letos 7. sezono. Se pravi, to je podcast o prostoru, arhitekturi in oblikovanju, kjer poskušamo osvetliti neke bolj kompleksne teme, kjer se lahko v miru pogovarjamo z arhitekti, z ustvarjalci, z odločevalci, o nekih dilemah, ki nam jih prinaša naš čas. 7. leto, viš, ti si bila vizionar, takrat bi morala mene brcem, daj. Vse si prišel? Ne, nared svojega. Kot gost, a že takrat bi te mogla brcem. No, imamo tematska vodenja. Vemo, da je naša arhitekturna zgodovina zelo bogata. Vemo tudi, da je to obdobje slovenske arhitekture po vojni, arhitekture 60., 70., 80. let, izjemno bogato, kontroverzno, da je bilo predstavljeno tudi v tujini, da v tujini našo arhitekturo izjemno dobro poznajo. Odnos do te betonske, dediščinske preteklosti, je pa pri nas še vedno nekako tako dvoumen, dvoplasten, brutalizem, to je pač neko nevedenje zeva iz vseh teh predsodkov. Zato smo se odločili, da bomo obeleževali posamezne obletnice. Obletnice smrti, obletnice rojstva, obletnice postavitve zanimivih stavb in zato imamo posamezne oglede. Tako smo imeli poseben ogled Trga Republike, ko je bil Ravnikarjevo leto. Lansko leto smo imeli ob dnevu, ta veseli dan kulture, smo odprli Nebotičnik. Nebotičnik je bila ena izmed izjemno pomembnih stavb v mestu Ljubljana. Najmodernejša v tistem obdobju na Balkanu, najvišja. Tako da imamo take tematske oglede, ki osvetljujejo pomen določenih stavb. Imamo tudi tematska, kompleksnejša vodenja, ki se dotikajo določenih širših obdobij. Ne vem, po Fabijanijevi Ljubljani, po zelenih ureditvah Jožeta Plečnika. Skratka, da neko tematiko lahko bolj poglobljeno predstavimo najširši javnosti. Imamo še en zelo zanimiv projekt, to so nevidne hiše. Nevidne hiše so nastale z idejo,
da kljub temu, da se mesto gosti, raste, prenavlja in obnavlja, v določenem trenutku se družba odloči, da določene hiše podre zato ali poruši in na njihovem mestu zgradi nekaj novega v imenu razvoja, trenutne situacije v družbi, zaradi odločitev, da so te stavbe preživele. Seveda niso vse odločitve prinese boljše rešitve z novogradnjami. Tudi v okviru odprtih hiš se vodenja, vsaj pri prenovah, začnejo nekoč je tukaj bilo to pa to. No in ta nekoč je tukaj bilo to pa to, smo nadgradili z zbirko, to je rastoča zbirka nevidne arhitekture, ki odkriva plasti mesta in hiš, ki so tam nekoč stale, pa jih ni več. Hiše, ki jih še ni, so planirane, pa jih še ni, pa vemo, da bi bilo fino se o njih več pogovarjati, preden so zgrajene, ker jih potem lažje sprejmemo in jih razumemo, zakaj tam stojijo kot takšne, pa da vzpostavimo nek skupnostni diskurs, da se začnemo pogovarjati o prostoru, in pa stavbe, ki so nedokončane ali pa se v njih težje vstopa. In tako imamo predstavljeno zbirko nevidne hiše, ki odkriva od Plečnikovega porušenega baldahina v parku Tivoli do Severjevih učnih delavnic, ki so bile porušene, pa je tam še vedno nič ne stoji in v katerem je bil vložen ogromen napor tudi avtorja samega, da bi se jih revitalizirali in preprojektirali, da bi živele drugo, tretje življenje. Potem imamo tudi porušen objekt kluba poslancev oziroma klub delegatov, dela Marka Zupančiča, ki je bil porušen ob razvoju in ideji po razširitvi Narodne galerije in vrsto drugih projektov. Tako da imamo iz strokovne ekskurzije, zdaj sodelujemo tudi ustanovili smo Zagrebški Open House Zagreb, smo pomagali jim ustanoviti in jim predali vse znanje in z njimi sodelujejo, tako da je zdaj bo druga edicija odprtih hiš, oni so ostali v angleščini, so Open House Zagreb. So ostali tudi Open House Zagreb, ne Open House Croatia. To je pa skoraj nemogoč projekt. Ja, se si predstavljam. Lahko bi bilo Open House po regijah. Ja, lahko bi bil po regijah. No, ampak Zagreb ima izjemno kakovostno, tudi zgodovinsko, dediščinsko arhitekturo, ki jo predstavlja, tako da imajo zelo veliko dela in zelo inspirativen festival. Seveda, ena stvar, ki jo delamo tudi pri odprtih hišah, je, da se ukvarjamo z pisanjem nalog za dobre stavbe. Za dobre javne stavbe. V bistvu to so natečajne naloge, ki jih pripravljamo za vrsto... Prosim? Čakaj, to mi je pa čisto nova. Kaj delate? Natečajne naloge pripravljamo. Vi? Ja. Vsa čast. Pa kaj vse ne... Ok, povej, prosim več, to me ful zanima. Vemo, da... Moram kar spet malo brisali, da ne bomo... Se pravi, natečajne naloge za stavbe, ko nekdo že ve, da bi nekaj nadgradil, ali kaj vi mislite, da bi bilo prav? Za javne investicije. Aha, ok. Vemo, načrtovalski proces ima več faz. Se pravi, načrtovanje, najprej vse investicijski plan, predfaze za pripravljalne faze, faze načrtovanja, faze gradnje, faze upravljanja objekta in pa seveda razgradnje objekta. Se pravi, o tem govorimo v celotnem ciklu, življenjskem ciklu ene stavbe. In seveda je zelo pomembno, na kakšen način se lotimo tega predinvesticijskega dela oziroma načrtovanja stavbe, zato ker
je ta del dejansko Najpomembnejši, sigurno. in dejansko najcenejši od Ja. vseh nadaljnih delov življenjskega cikla Ja. stavbe. In z zavedanjem, da je v tem delu zelo odvisno, na kakšen način napisati tako imenovan recept za Ja. stavbe, Ja. ali pa Projektno kako? nalogo, Projektno ja. nalogo, Ja, vse projektno zahteve, nalogo, ja. to že vrsto let pišemo za različne arhitekturne natečaje. Jaz sem bil prepričan, da to, če že kdo, da to sodeluje kaj ZAPS pri teh stvarih. ZAPS se razpisuje natečaje. Okay. Nekdo pa pripravlja natečajno nalogo. Čakaj, ampak pišete kdo? Koliko pa vas je zdaj? Nista ti pa Eva, pa kdo še? Ja, naloge predvsem pišemo mi, jaz in Eva. Vsa čast. Mislim, res, ja. Pa kje? Ja, ok. In na ta način... Kje najdete toliko časa? Ampak v redu, ja, prav. Ne vem, mislim, ne vem, A veš, koliko stvari? ali imam peščeno uro, ki mi ima premehno luknjo. Ja, zabasana je. Ne. Ja. Ne, to spada v naše poslanstvo. Mislim, S to se strinjam. Sej, meni se zdi izjemno pomembno, da se pogovarjamo o odgovornosti do prostora. O odgovornosti, na kakšen način si želimo živeti v prihodnje in na kakšen način danes upravljamo s prostorom. In zato sem prej omenila, da arhitekture ni. Mi se ukvarjamo večinoma kot družba z gradnjo, z investicijo in v nadaljevanju potem z dediščino. Resorja za arhitekturo ni. Ne mislim, da ga potrebujemo, daleč od tega. Mislim pa, da potrebujemo izjemno strokovnost, odlično strokovnost in odlično v bistvu pristop k dolgoročnemu načrtovanju prostora. Na nivoju države, na nivoju mesta. In potrebujemo sodelovanje različnih deležnikov. Ker prostor je tako kot družinska srebrnina. Ko jo prodaš, jo prodaš. ja. Pa še slabš, ker ne moreš nazaj kupiti, ampak prostor je v bistvu z investicijo v greenfield, recimo če pozidavamo doslej nepozidano zemljišče, v bistvu ne rušimo, ampak ropamo naravne substance. In je to nepovraten, oziroma možnost rekuperacije tega območja je dolgotrajna. Ja. No, ja, se strinjam. Zdaj, mogoče ne bi sicer stigmatiziral čisto vsako gradnjo na nepozidanem zemljišču, zato ker obstajajo neki Zdaj govorim na nivoju družbe, govorim na nivoju države, ker država potrebuje strateško prostorsko načrtovanje. Ja. Mi imamo razlito urbano krajino, imamo cestice in potem imamo vrsto hiš, imamo starodavna naselja, se pa seveda gradijo tudi vsa nova naselja. Ja. In tukaj mislim, da bi mogli predvsem pri teh večjih posegih v prostor, bi se mogli kot država odločiti, kaj bomo naredili. Ker mi rokohitrsko spreminjamo kakovostna zemljišča v možnost, da se pozidajo z industrijo, in je to zelo kratkoročen podvig z dolgoročnimi slabimi učinki. Ja. In samo to, no, ne bom zdaj. Ja. Ne, še hujš, če ne v industrijo, imaš nakupovalni center, ti sploh jih rabimo še več, kot jih imamo, ker res ne vemo, kam bi šli kaj kupiti. No, ampak ne, v tem smislu sem mislil, ne vem, če bomo mi neko naselje, pa mu tukaj nekaj manjka, jaz ne vidim v tem tazga greha, da se še tole naredi. Ne.
to sem hotel reči s tem, da ni Ampak vsaka... ko se naredi, zdaj ti bom vzela ta, ko se naredi pa takole, pa pol mal takole, pa pol takole, pa se govori, da to še vedno paše k temu, to je pa, ne, pa to je pa pol mal... posilstvo prostora. Ja, to pa ni, ja. In pa se to kar razleze. In imaš pa še drug primer, ne, ko pa imaš to tako, pa je tukaj noter, recimo to smo imeli zdaj v Moravčah. V strnenem jedru Moravč, kjer definitivno bi rekel, ja, tam je smiselno, da se nekaj zgradi, ne? In kaj so zgradili? Zgradili so dom za starejših občanov med neke hiške, ki kar kipi preko meja že spet, ne, in je čist neprimeren v tisto okolje, ne, ampak tam je občina odredila, ker imamo zelo pametne župane, enega za drugim. In to je pa tudi druga stvar, ko je upravičeno, da se nekaj tukaj naredi, sam kaj? Ne, to kaj? Ja, cum grano salis. Kaj? Z kančkom soli se je treba iskati odgovore na ta vprašanja, če je parcela sredi mestnega jedra najprimernejša za katero dejavnost. Ne? Pa tudi za kakšen tip stavbe. Ne? Seveda. In jasno, ker je to tržno blago, narejen je dom tako po liniji najmanjšega odpora in vizualno in materialno po moje najcenejše, kar je možno, in pač zdaj je to tam. In to je pa res, skoraj ne mogu, mislim, predtem to bi lahko zdaj nazaj zrecikliral, je to, da ne govorimo o tem, koliko se je, že te ne bojo imeli neke blazne kvalitete življenja, ker so pač zdaj stisnili tle sem noter v neki. Da ne govorimo o tem, koliko se je tem hiškam bivanjsko okolje pokvarili, ker jim zdaj 3-nadstropna stavba ali 2 ali kakorkoli že je, visi, ne, dobro, enim visi na severu, ampak enim visi pa tudi na jugu, ne, pred Vajdo, mislim, katastrofa. In to je patetično, da kljub vsej zakonodaji, prostorskim aktom, ne vem čemu še vse, a veš, skozi kakšne vse stvari more to iti, preden ti lahko nek prostorski načrt sprejmeš. Ampak take stvari pa padejo skozi. Tako kot je Gabrijelčič enkrat na eni ekskurziji rekel. Pri nas ni problem dobiti gradbeno dovoljenje za eno hiško tako, kakor je hiška tipičnega slovenskega črnograditelja. To dobiš brez problema. Kaj je resnega, ne? Tako, da bo pa res v prostor pasel, tam se pa res potli srečaš z mukami in z vsem, zakaj ne gre. Mislim, ni nujno, ne, da bi bil ta proces toliko frustrirajoč, kot ga imamo v Sloveniji. Ne. Z lahkoto bi bil tudi enostavnejši, pa prinesel boljše rezultate. Ja. Z lahkoto. Sam še nismo tam. Ja, ne, zgleda, da res ne. Ja. Zdaj, preden vse skočim še, da ne bova samo pa OHS-ju, preden skočim še na milijon drugih tvojih aktivnosti izven tega. Pa dobro, se malo si že povedala, kakšni so OHS, mislim, na zadnje, ko sva se srečala, si nekaj grozila, da ne veš, če bo še OHS. OHS bo še, upam. Mi bomo naredili vse, da OHS bo. Ja. Nismo pa vse mogočni, zato ker festival se je v teh 16 letih povečal. Dela s festivalom je ogromno. Sploh, če ga tako resno delaš, kot ga vi delate, ne se bi to lahko. Digitalizacija, oziroma tukaj spletna stran in vse to, je vedno bolj kompleksna. Vsebine, s katerimi se ukvarjajo, potrebujejo zares veliko časa, študija, raziskave. Mi želimo svoje delo upravljati z največjo mero odgovornosti in želimo zares predati vedenje in znanje najširšemu krogu ljudi. V bistvu na nek način tako malo orjemo
ledino, katere so vse možnosti, da ob besedi arhitektura ne zamahnemo z roko in si zabrusimo v brk karkoli, da navdušujemo, da posredujemo vedenje, da odpiramo možnosti, da povezujemo. In v tem duhu je seveda tudi finančno velik zalogaj. K sodelovanju zelo veliko vabimo gospodarstvo, vabimo podjetja, ki imajo odlične storitve, odlične produkte in so del teh zgodb, ko nastaja odlična arhitektura. Vendar to povezovanje seveda ustvarja nek zemljevid vseh možnih deležnikov, ki lahko festival podprejo in mu omogočijo delovanje. Ker imamo status v javnem interesu, naš zavod, ki organizira Odprte hiše, razumemo to, da je to družbeno odgovorno delo, ki ga opravljamo na področju Republike Slovenije. In financiranje takega zavoda, čeprav smo zelo majhni, pa nas je zelo veliko, je kar zahteven zalogaj. In verjamemo, jaz osebno sem prepričana, da bomo jeseni imeli Odprte hiše Minifest, da bomo še prej, še Minifest sem pozabil. Da bomo še zdaj v juniju imeli ogled Miheličeve blagovnice Slovenijales. Letos poteka 100 let rojstva arhitekta Miheliča. Da si bomo ogledali barok v jeseni v Ljubljani, da bomo imeli 6 zanimivih podcastov, da bomo predstavili 2 zanimiva projekta v okviru Nevidnih hiš in da bomo leta 2026 organizirali 17. festival Odprte hiše Slovenije. Verjamem, da je to ena pomembna zgodba tudi za stroko, ker stroka v bistvu dela za ljudi. In stroka potrebuje naročnike, ki jo bodo bolje razumeli in bo z njimi lahko vzpostavljala boljši dialog. In s tem bomo imeli vsi boljše pogoje za ustvarjanje, za delo, za sodelovanje, za neko sožitje. In si želim, da bi ta skupnost Odprtih hiš res ratala še večja in da bi imela še močnejši glas pri tem, kako sodelovati. Kako naredite, da se tukaj izognete, da bi se prodali? Se pravi, da pride en velik sponzor pa reče, jaz bom pa to sponzoriral, ampak ne? Odprte hiše so družbeno odgovoren projekt. Ja. In verjamem, da podjetja imajo družbeno odgovornost. Nekatera so in razumejo, da tako kot se hiše ne more zgraditi v 14 dneh, ali pa soseske dobre v 2 mesecih, tako so tudi učinki tega grajenja skupnosti, odgovornosti, družbene odgovornosti, prostorske odgovornosti vidni na daljši rok. In ta podjetja so naši partnerji že vrsto let in z svojimi projekti in z svojimi produkti mislim, da zelo odlično gradijo slovenski arhitekturni prostor. Ni lahko kako si sam rekel, se prodati. Mi želimo poiskati partnerje, s katerimi delimo skupno vizijo. No, saj to. Mi želimo imeti v naši skupnosti
podjetja, ki so dejansko odgovorna in ki se zavzemajo, ki razumejo to poslanstvo in vejo, v čem je ta cilj. Cilj je, da bomo dostojno obravnavali naš prostor, se odločali odgovorno, kaj in na kakšen način bomo gradili in s tem varovali živost planeta na dolgi rok. Mislim, da je zelo simpel. Je. V bistvu je pa v poplavi tega sveta, informacij, hitrosti, rokohitrstev, v bistvu lahko tudi zelo kompliciran. Ja, no, ampak največja nevarnost je pa ravno v tem, da eno je, da je to težko dobiti, tudi in te partnere, ker morajo videti interes, tudi nekega svojega višjega poslanstva, imeti sredstva, tudi da jih tega namenijo, pa še odločiti se, da jih bojo. Se pravi, 3 stvari. Po drugi, ni hec, ne. Po drugi strani se ti pa po moje lahko kaj hitro zgodi, da se pa najde en partner, ki bi se šel, temu ne moramo reči greenwashing, ampak recimo architecture washing ali pa ne vem kakšen washing, bi rekel, jaz bom pa zdaj investiral vsej, magar velik denar, recimo 1/3 vašega budžeta za cel OHS, takrat imeti hrbtenico pa reči, ti pa lahko podprete to, ne morete pa zaradi tega vi neke vaše stvari predstaviti, ker pač niso v skladu s tem, ne. To se mi zdi pa še bolj zahtevna naloga. Ukvarjanje z arhitekturo je zahtevno in je odgovorno. Mislim, jaz verjamem, da tako kot te poznam, ne, si toliko, kako je že Gabi rekel, sever, da je to boksarski ring, toliko si boksarja, da bi to že zboksala, da se ne bi dala. Nimamo takih velikih pokroviteljev, ki bi se želeli. Bi bili pa zelo veseli, če bi jih dobili, ker verjamem, da bi lahko skozi en proces sodelovanja imeli skupne cilje, da bi se bolj razumeli, tako kot sem prej govorila o kompromisih, da je pač možnost, mislim, da znamo, da se da sodelovati, da se da vedno sodelovati, da je pa zato potrebno veliko spoštovanja in veliko potrpljenja in veliko, predvsem spoštovanja in kulturnega dialoga in da se slišimo, da ne ostajamo vsak na svojem bregu.